En lep pozdrav vsem skupaj. Kot se spodobi za tovrstne akademske dogodke, seveda začenjamo z akademskih četrt zamude, ampak to gre še vse v rok službe. Dobrodošli na okrogli mizi o avtorskem pravu v digitalni dobi. Za začetek bom, preden predstavim sogovornike, povedal v bistvu, zakaj smo pravzaprav sploh to zadevo organizirali. Neposredni povod za okroglo mizo je pač izid knjige Zakaj reforma avtorskega prava. Knjigo lahko vidite tamle, lahko si tudi vzamete v roke, lahko jo celo vzamete domov, je brezplačna. Kar pričakujemo od vas je, da potem, ko jo boste prebrali, jo boste dali naprej. In omogočili še komu drugemu, da to prebere. Druga stvar je, da bi se rad zahvalil Coworkingu in Poligonu, ker so nam odstopili ta prostor, še posebej zato, ker se mi zdi, da pravzaprav točno sem spadamo s tem, kar počnemo. In tudi vesel sem, da taki prostori v Ljubljani obstajajo in funkcionirajo, tako da upam, da jim bo še naprej tako fajn ratovalo, kot jim je do zdaj. Zdaj pa, če se vrnemo k naši okrogli mizi, bom najprej goste predstavil. In sicer na moji levi je docent dr. Klemen Podobnik z Pravne fakultete v Ljubljani. Imel sem totalni rešpekt, jo zdaj bo pa en s faksa prišel, kar se je izkazalo, da se že 20 let poznava. Potem Matija Šukle, na moji desni, prvi sogovornik, Nataša Dot Mušič. Zdaj, Nataša, ti si Nataša Dot Mušič zares ali si Nataša Mušič DJ Dot ali... Mikrofone, prosim. Dot je moje producentsko ime, se pravi Dot je moje avtorsko ime. Ok, pa sem prav razumel, no. Sam sem videl, da je posod vmes med priimkom pa imenom napisan, zato mi ni bilo jasno. Dr. Maja Jančič-Bogataj, sicer z Inštitutom za intelektualno lastnino, ki mi je tudi zelo pomagala pri, bom rekel, izbiri sogovornikov in iskanju kontaktov z njimi. In pa seveda na moji skrajni levi Rolando Benjamin Vaz Ferreira, prevajalec knjige, programer, prevajalec na splošno in pa kandidat Piratske stranke na evropskih volitvah. Moje skromno ime je Igor Brlek. Da ne bom zdaj vse govoril. Skratka, zadnja leta recimo, jaz bom začel pri sebi, jaz sem delal 13 let v založništvu in na področju avtorskih pravic smo se srečevali z različnimi problemi, ampak recimo, da je založništvo oziroma pač literatura še dokaj nekomplicirano področje, kar se tega tiče. Bistveno drugače pa na drugih področjih ustvarjalnosti, kot je recimo glasba, podobno, bom rekel, zgodbe, če jih kakor pač poznam zadeve, se dogajajo na področju intelektualne lastnine in programerstva, ampak o tem bojo več povedali moji sogovorniki. Za začetek pač, zakaj sploh je reforma avtorskega prava potrebna. Po tistem, kar sem jaz s svojim skromnim neznanjem uspel izluščiti iz cele zgodbe, gre za to, da pač po eni strani vse, kar človeštvo ustvari, je nekako, bom rekel, zakladnica, ki naj bi pripadala vsem, da tako rečem. Drug problem pa je, da pravzaprav avtorska zakonodaja, ki je pravzaprav, bom rekel, relativno dolgo obdobje ostajala bolj kot ne nespremenjena, se je z začetkom digitalne ere pravzaprav marsikaj zelo na glavo postavili. In vprašanje, s katerim se bomo danes ukvarjali tukaj, je pravzaprav, koliko ta zakonodaja, ki zdaj obstaja, pravzaprav sploh še odseva realnost in na drugi strani, kakšne alternative obstajajo kot modeli in načini, ki bi pravzaprav nekako, bom rekel, bolje izpolnjevali potrebe tistih ljudi, ki ustvarjajo na vseh teh področjih. Pa bi začel za začetek z gospodom docentom dr. Klemenom Podobnikom iz Pravne fakultete v Ljubljani. Zdaj, če sem nekako prav videl, vi se ukvarjate s področjem, oziroma lahko predlagam, da se tikamo. Tako, ok, da se tikamo. Klemen, zdaj, ti se ukvarjaš s področjem gospodarskega in korporativnega prava ter intelektualne lastnine. Kje so zdaj, po tvojem mnenju, pravzaprav glavne prednosti in slabosti obstoječega sistema oziroma kako bi bilo treba ta sistem spremeniti, da bi pravzaprav svojo funkcijo spet nekako upravljal čim bolj optimalno? Ja, najlepša hvala za vprašanje, predtem seveda hvala za vabilo.
če grem zdaj neposredno na odgovor, jaz bi bil seveda poster boy, najverjetneje glede na to, kar je Igor prebral, za človeka, ki bi moral zdaj biti zelo jezen, ne, na tem podiju in govoriti o tem, kako je s to knjigo nekaj narobe in kako je človekom, ki ima napisan, da ima piratska stranka na majici, še bolj narobe, ne, ker naj bi se ukvarjal s korporacijskim pravom pa s pravom intelektualne lastnine. Zdaj to dvoje skupaj je zelo nevarna kombinacija, ne. No, jaz sem imel srečo, da sem preden sem, bom rekel, se nekako zasidral na tej nesrečni ljubljanski univerzi, se srečal tudi z ljudmi, ki so mislili drugače in to že kar dolgo časa nazaj, tako kot Maja. Oba sva v bistvu na nek način dobila neke klice ali pa neke bacile nekega drugačnega mišljenja na študiju ravno v Ameriki, kjer bi spet morala najverjetneje dobiti kakšno drugačno paradigmo, ampak sva na srečo tisto, ki je po mojem prava. Zato seveda je moje razmišljanje o avtorskem pravu in o tem, zakaj bi ga bilo treba spreminjati, prvič veliko bolj radikalno kot tisto, ki je zapisano v tej knjižici. Moje mnenje je, da je avtorsko pravo, kot ga poznamo danes, če zdaj govorimo o Sloveniji in o zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, bom zdaj parafraziral svojega profesorja Moglena, tisto pravo, ki je bilo sprejeto v 20. stoletju, ki je želelo urejati probleme, ki so se začeli pojavljati v 18. stoletju. Sprejeto je bilo na podlagi instrumentov pravnih iz 19. stoletja, želelo je pa urejati probleme 21. stoletja, kar pomeni, da je avtorsko pravo že v svojem počelu ali načelu tistega, ki ga poznamo danes, absolutno nekaj, kar zamuja. Pravo sicer vedno zamuja, ne, to je pač nažalost logika pravnih sistemov, ki vedno poskušajo prisiljevati. Princ Kropotkin, to je bil znamenit ruski anarhist, je enkrat rekel, la loi est la cristallisation du passé pour étrangler l'avenir, se pravi, pravo je kristalizacija preteklosti z namenom zadaviti prihodnost. Ne. In to nedvomno drži, pri čemer je ravno na področju tistih pravnih panog, ki urejajo področja, ki so značilna po hitrem napredku tehnologije, ta, bom rekel, dihotomija med dejanskostjo in tistim, kar pravo ureja, toliko bolj nevarna lahko. Pri avtorskem pravu je po mojem mnenju in pri pravu intelektualne lastnine nasploh ta dihotomija nevarna zato, ker onemogoča tisto, zaradi česar je avtorsko pravo, takrat seveda ni bilo avtorsko pravo, nastalo. Ne. Pravo je, ki je bilo, dajmo reči, utelešeno v Statute of Anne v letu 1710, to je tisto, kar vsi zelo radi poudarjamo, ne, je bilo pravo namenjeno razvoju znanosti, razvoju umetnosti, predvsem pa odpravi tako imenovane kulturne deprivacije med ljudmi. To je bil zelo razsvetljen, prosvetljen zakon, ki ni bil namenjen varstvu avtorjev, ampak namenjen predvsem temu, da bi ljudje postali učeni, da bi ljudje začeli brati. Ne pozabiti, da je knjiga največji in najbolj uspešen mass product zahodne civilizacije, tukaj ni nobene dileme. In s časoma je seveda prišlo do perverzije te ideje, ne, do tega perverznega stanja, ki ga poznamo zdaj, da avtorsko pravo ni več niti namenjeno, bom rekel, promociji znanosti, odpravi kulturne deprivacije, niti varstvu avtorjev, ampak predvsem varstvo položajev tistih, ki stojijo med nami in med avtorji, to je posrednikov. Zdaj bom na začetku kar rekel tisto, kar pač vedno rečem, saj Maja pa zaradi tega me malo krega kdaj, ampak avtorsko pravo, tako kakšno je, ni potrebno reforme, ampak odprave. Odprave v tem smislu, da, pa ne zato, ker bi bil jaz nasprotnik korporacij, ne zato, ker bi bil nasprotnik lastninske pravice, ne zato, ker bi bil nasprotnik tega, da kdo služi s tem, ko proizvaja, ne me narobe razumeti, ko kreira. Seveda, vsi morajo služiti, ker morajo, nažalost, ne, v tem sistemu, ki ga poznamo, plačati za to, da dobijo hrano, elektriko, karkoli podobnega. Ampak avtorsko pravo treba odpraviti tako, kakšno je, ukiniti, zato, ker onemogoča deljenje, šeranje. Ne? Deljenje kulturnih, znanstvenih, umetniških dobrin pa pomeni kaj? To pa pomeni, da lahko dosežemo tisto, za kar si je civilizacija prizadevala zadnjih 1000 let. Zato, da vsi lahko dostopajo do vsega znanja. Platformo imamo, infrastrukturo imamo, internet je tukaj.
A ne? Kar pomeni, da moramo doseči samo dve resni stvari. Prva stvar je odprava avtorskega prava v smislu česa. Lastninske pravice na imaterialnih dobrinah, ki jih izrazito strogo potem kaznujejo, oziroma kršitev, katerega izrazito strogo kaznujejo korporacije preko vzvodov moči v državah. In na drugi strani doseči moramo, da se nam nehajo vpletati v internet. Da nehajo nadzirati pipes and switches, da nehajo nadzirati software in da nehajo nadzirati hardware. Potem najverjetneje smo blizu tistemu, čemu bi rekli, kako že, utopija, ampak to je place, ki ga nikjer ni. Mi pa zdaj mislim, da smo blizu nečesa, kar je. Kar se tega, pa tudi ne dela zdaj, kaj dela. Kar se tega tiče, v bistvu kar naprej korporacije producirajo nove in nove akte na to temo. Pač nedolgo nazaj je bila aktualna akta, zdaj prihaja TISA, vedno na koncu izpade, da je vedno zgodba o tem, da oni pa zapravo poskušajo nekako privatizirati neko znanje, izkušnje. Kako se sploh lahko temu postavimo po robu, pravzaprav? Ja, zdaj, poleg teh stvari, ki jih omenjaš, zdaj zelo zanimiva stvar je, nek Trans-Pacific protokol se podpisuje, kjer imamo zelo zanimive države, od Nove Zelandije do Združenih držav Amerike, vmes je še Mehika in tako naprej. Mehika je tista, ki je Mehika, za katero ne vem koliko odstotkov njenega budžeta dejansko predstavljajo pravice intelektualne lastnine, ampak se vseeno. Mehika je predlagala, da bi se začeli lobirati na svetovni ravni, da bi avtorske pravice trajale 100 let po avtorjevi smrti. Ja, ampak nedvomno je tle zgodba Amerika. Amerika ne bo bad boy in ne bo ona predlagala tega, ampak saj Sonny Bono je dosegel, kar je dosegel s svojimi neumnostmi v kongresu, ampak pustimo. Zdaj, kje je način? Glejte, korporacije smo, v narekovajih korporacije, smo potrebovali v 16. stoletju, pa v 17. pa v 18. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila takrat edina stvar, ki je res veliko stala, prvič, izdelovanje, masovno izdelovanje, da reč, kulturnih artefaktov, se pravi knjig, ena knjiga je bila zelo draga. Mejni strošek nove knjige je bil izjemno drag. Še dražja je bila distribucija. Zdaj mi pa povejte, koliko te stvari stanejo danes. A stane veliko narediti novo digitalno kopijo knjige? Ne. Mejni strošek pada proti ničli. A stane veliko distribuirati to knjigo? Ne. Strošek distribucije je ničelen. Zdaj, zakaj torej rabimo nekoga, ki skrbi za nas, govorim, ko smo avtorji? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, zakaj potrebujemo nekoga, ki skrbi za nas, če smo, to je zdaj zelo grdo, ampak tako pač zdaj je, potrošniki kulturnih dobrin. Zakaj ne bi sami odločili o tem, kaj bomo brali? Kaj bomo poslušali, kaj bomo gledali? Zakaj bi o tem odločale korporacije? A to lahko naredimo? Lahko. Ampak še enkrat pravim, prva stopnička najverjetneje morda se zelo ne skriva na področju avtorskega prava, ampak se morda bolj skriva na osvoboditvi interneta. Ker tam se kreirajo potrošniške krivulje, tam se kreira, bom rekel, modern sistem distribucije, ki je izrazito pervaziven, ki prihaja v naše domove, bolj kot televizija, bolj kot radio, kadarkoli, bolj kot časopisi in ta je tisti, ki je nevaren. To je ena od točk, kjer se po mojem vsi sogovorniki strinjamo, da je svoboda interneta danes pravzaprav ena temeljnih svobod, za katero se moramo zavzemati. Matija, ti si tudi pravnik, sicer predstavnik FSFE oziroma Free Software Foundation Europe, aktivist pri Pipi, če se ne motim, tudi med drugim. Aktiven član, ja. Aktivni član, drugače pa programer, če se ne motim. Drugače vodja pravne pisarne od FSF-ja. Tako. Na področju programerstva, klasične prakse, ki smo jih bili navajeni, ne vem, software, ki ga razvija Microsoft, tekmuje s softwareom, ki ga razvija nekdo drug in tako naprej. Če vem, vi delate v glavnem na odprtnokodnih sistemih in delate na tako imenovanem odprtih standardih, kar pomeni, da to lahko pravzaprav vsakdo uporablja in obenem vsakdo oplaja. In kolikor sem pač seznanjen s tem, oziroma kolikor poznam to področje, se dejansko direktno tepe s tem, kar ne bi avtorsko zakonodajo zdaj zastopala. Kako se vi s tem soočate in kako te probleme rešujete? V bistvu zanimivo je to, da je hecna situacija, da pač free software oziroma copyleft, na katerem večina free softwarea temelji, je v bistvu čisto navaden pravniški hack
on top of copyright. Skratka, pač enkrat sem zdaj pred kratkim sem se tako za hec obadil s tem, kaj bi bilo, če bi copyright šel. Pač v bistvu, če bi copyright odpravili kompletno, bi tudi copyleft propadel in bi bilo v bistvu vse v javni domeni, kar ni nujno slabo, ampak pač se treba zadeva enkrat lotiti pa razmisliti. Je pa hec za tem lih, tako kot je tudi, mislim, Klemen v svojem dolgem traktatu, ker nažalost ne moram zelo veliko dodati. Povedal je, hec je to, da je zdaj že kaj že, 30 let nazaj, dobrih več, 30 let nazaj, ko se je Free Software Movement začel. Da se pač v teh 30 letih se je skazalo, da pač to, da mislim, ignoriraš, da efektivno ignoriraš copyright v tem, oziroma ga nekako zaobideš, mu kontriraš, da v bistvu vzpostavi zelo rigiden, mislim, zelo fleksibilen in zelo močen sistem tako distribucije kot tudi razvijanja. Ne. Je treba tudi zastopati, da pač, mislim, kultura je preživela tudi pred Statute of Anne. Zelo ni šlo slabo, no, mislim, če tako gledamo Shakespeare, Bach, Beethoven, klasike, antika, mislim, to se še zmer bere, to še zmer velja zelo. Ankoli ni bilo enostavno preživeti, če si bil kot avtor, izključno kot avtor. To ne moramo zdaj trditi, da se je to zdaj šele zadnje cajte poostrili z internetom. Je pa koncept, mislim, je pa pač problem je lih to, ker se je začel, da se je copyright začel po eni strani zaostrojevati, in je bil pač v tem primeru je bil pač lih na področju softvera, je bil free software kontra temu, kontra gibanje. In če vidimo zdaj, mislim, na serverjih marsikje, zdaj je free software pač osnova, je pač primarna zadeva. Naprimer, čisto tak zelo banalen primer tale, ki je bil zdajle Heartbleed. Pač zakaj je bil Heartbleed tot velik problem? Zaradi tega so vsi uporabljali OpenSSL. Zakaj vsi uporabljajo OpenSSL? Zato, ker je free software, ne zaradi tega, ker je gratis. Ampak zaradi tega, ker je pač zadeva bila razvijana, lahko zmeri pogledaš kodo in tako naprej. In to je tudi razlog, zakaj je to hiter bug bil popravljen, pač ker takrat so raziskovalci prišli do tega, kje je bug, so zadevo objavili, dosti hiter je prišel patch. In vidim, da ima Klemen repliko. Ne, Klemen bi nekaj povedal. Nimam replike, samo eno stvar sem hotel reči, ki je po mojem zelo pomembna, ne? Če se pogovarjamo o free softwareu, oziroma o softwareu nasploh. A veste, tja do konca 70-ih let prejšnjega stoletja ni bilo jasno, na kakšen način naj se software tretira. Potrebni so bili v Ameriki kongresni sestanki in razne komisije, ki so potem na koncu se odločile, ali software sploh spada pod sistem prava intelektualne lastnine in pod katerega. Nažalost so v Ameriki se odločili, logično zaradi tega, ker je takrat potem prišel en gospod, ki se je pisal Reagan, za zelo ostro desno opcijo, kar pomeni ja, intelektualna lastnina in še patent. Ne? Ampak, a veste, pred tem, sam navezujem se, Matija, na to, kar si prej govoril v antiki, ne? Mislim, IBM-ovi mainframe kompjuterji so za vas zdaj antika, najverjetneje, ne? Ampak te ljudje so pač seveda tudi pisali programe in ti programi so šli zraven s hardverom povsod in zraven je bil napisan, prosim, poglejte jih, če kaj ne dela, jih spremenite, pa vsem povejte, saj copyleft je obstajal že takrat, ne? Samo pač, da ni bil v GPL-u kjerikoli obliki zapisan, ne? Tako da, tle treba biti zelo pazljiv pa ugotoviti, sploh zakaj pride, še enkrat, zakaj pride do kateregakoli sistema, ki kakorkoli omejuje distribucijo, reprodukcijo, kopiranje, karkoli. In odgovor je zelo preprost, zaradi tega, ker je treba, kdor je imel politično ekonomijo, to ve, ne, treba je ustvariti nekaj, čemu se reče scarcity, se pravi redkost dobrine. In redkost dobrine ustvariš na ta način, da prepoveš njeno kopiranje in potem kar naenkrat tej dobrini začne rasti cena, se tle ni nobene dileme. Mislim, to je res, ne, na začetku so se v bistvu programi lahko širili sam v source kodi, ne, in se jih tudi po pošti pošiljali in se jih pol pretipkavo, ko norc. To sem še jaz delal na Spektrumu, ojoj, pa nisem toliko star.
Tako da zanimivo je, da se pol z tegale free software movementa, ki se pač so se razvili kasneje tudi te free culture movement in podobno. In očitno, glede na to, da free software looks like it's here to stay, je model, ki funkcionira. Je res, da je treba okoli free software je treba narediti biznis modele, ki delujejo. In tukaj je spet en problem, ki je bil lik z tem Heartbleed bugom, je bil to, da OpenSSL je sicer bil zelo uporabljen, mega korporacije so ga imele za varnost njihove najbolj osnovne infrastrukture. Problem je bil samo v tem, da so se vsi šli, da pač zaradi tega, ker je zastojen, pa ga dajmo imeti kot zastojen, ne, in noben ni vlagal v zadevo. Zdaj se hvala Bogu spreminja, da so prišli do tega, da pač kritične infrastrukture ne moreš pustiti, da propada, in so začeli vlagati v to, da se OpenSSL razvija prek Linux Foundation in tako naprej, lahko namo zdaj izgubljali cajta s tem. Ampak ja, poanta je v tem, da pač, ne vem, treba je najdeti sicer biznis modele, ki funkcionirajo v sharing society, ampak sharing society mora obstajati zaradi tega, ker to je edini način, kako se kaj naredi. Če gledaš Henry Ford, ki pravijo, da je izumil tekoč trak, čeprav ga ni, ampak delimo se, da je, že on sam je rekel, ne, da v bistvu on ni nič novega naredil, da pač on je sam prišel do tega, da vse ti izumi, ki so prišli do takrat, ki je on prišel, ki so že bili obstoječi in normalni, ki je on prišel do svojega biznisa, je njemu bilo komplet jasno, da to je treba sam skup dati in da je to direkt naslednja logičen korak, da zadevo narediš v production line in začneš avte na ta način delati. In to je tako, če bomo zdaj vse zapirali 100 let po smrti, 100 let po smrti, halo, po smrti je že bolna ideja. Ja, od 14 let precej, ja. Kam bomo sploh kot družba prišli naprej, ne? To, kar sem, ne vem, gledal pri vašemu načinu dela, mi je bilo v bistvu všeč, ne, ker pravzaprav štartate z pozicije, da pravzaprav, če sodelujemo med sabo, je in napredek in razvoj bistveno hitrejši, kot če tekmujemo, ne. Kar pomeni, da pravzaprav spodjedate temeljne postulate kapitalizma, kakršen danes vlada, da tako rečem, ne. Klemen, pol. Babo, še tle 3 sogovornike. Nataša, evo, recimo, tvoj področje dela je tako zelo specifičen, poleg tega, da si predstavnica Creative Commons v Sloveniji, tako vaš način ustvarjanja glasbe, ne? Čeprav vem, vi ste pač nekako povezujete lahko večje skupine kot umetniki, si delite vse, kar naredite, pod pogojem, da se vse to vrača v bazo, ne? Predstavljam si, ne vem, koliko je to lahko zdaj, pač verjetno število ljudi, ne? Ne znam si pa predstavljati, recimo, kako to urediš s klasično avtorsko zakonodajo, če imaš v igri, ne vem, 100 ljudi, ki med sabo sodeluje, ne. In seveda tako kot laik vedno vprašam pol, ok, kje pa zdaj pravzaprav vi iz tega lahko, kako lahko od tega živite, ne. Izvoli. Moj odgovor je zelo preprost. Resnice glasbena industrija je popolnoma drugačna, kot se naven vidi. Se pravi, vprašanje je, kako recimo večino avtorjev v trenutni glasbeni industriji lahko preživi. S tem odgovorom sem se soočila, ker sem imela srečo, pač, da sem ob študiju v tujini, je bil moj profesor za par predmetov, odvetnik neodvisne glasbene založbe Ninja Tune. Ta spada med ene največjih angleških neodvisnih glasbenih založb, pač to se pravi, oni imajo ta boj z neodvisnimi založbami že 30 let zelo jasno začrtan, ker enostavno gre tako, da vse te pogodbe, ki jih avtorji fašajo pod starimi pogodbenimi pravili, ne, izhajajo seveda iz takrat, iz časov, ko je bila tehnologija ful draga, si rabo ti najeti studio za milijone, ne. In potem, ko nekako se učiš kot avtor, ne, ti izveš vse te stvari, ne, in kako okrog obračajo umetnike in tako, in te je popolnoma dejansko tuje, ker mi danes pa končamo celo glasbo na lastnem računalniku, to se pravi investicija založbe in drugih investitorjev je bistveno manjša. Sam ekonomski vložek v bistvu izhaja
njihov v bistvu premoč imajo samo zato, ker imajo distribucijsko mrežo po celem svetu. A ne. Z internetom je še ta ovira prešla. A ne. Tako se pravi, avtorji nimamo več nobenih ovir, celotna investicija je v bistvu naš trud, naš čas. A ne. In v takem času se ti kot avtorju zdi popolnoma neumno, da moraš ti sploh meni, recimo, zakaj bi mogla jaz prepisati na nekoga, ne? Jaz sem v resnici ful bolj radikalistka, kakor pač v večini časa, ko zastopam pač Creative Commons, dejstvo je, da je to pač najbližji približek temu, ne? Pač Creative Commons lahko pač s temi alternativnimi licencami že samo vzpostavi fokus na to temo, ki je že nekaj, ne? Avtorji se premalo pač zavedajo svojih pravic, ne? Potem, ko si avtor in v bistvu ugotoviš, da avtomatično je tvoja pravica, ne? Ti končaš cel album in zdaj pošiljaš to založbam kao, prosim, a lahko to date na iTunes, ne? To je že čist noro, zato ker dejansko danes imaš sploh tudi svetovne distribucije, ki že nimajo brez filtra, to se pravi, včasih so bili filtri za vstop v glasbeno industrijo blazno visoki, ne? Zelo mali avtorjev lahko bilo izdanih, ker pač enostavno je bila investicija ful ogromna, ne? Danes za MP3 je ta investicija, mislim, neprimerljiva, kar pomeni, da v bistvu se je meni kot avtorju in celotni generaciji, recimo dubstep žanra, pač tudi jaz sem bila sočlan kulture, ki v bistvu cela temelji na DIY mentaliteti, kar pomeni, da mi smo imeli vsi svoje založbe. Jaz vem, da jaz ne bom prepisovala mojih pravic na nekoga samo zato, ker tam 5 ljudi dela, vedno pa vprašanje, ne, okay, a 5 avtorjev živi od tega, ne, unih 5 administrativcev ima vedno džobe, ne, en odvetnik, en PR-ovc, en, pa pogledaš založbo, pa se vprašaš, koliko avtorjev v resnici živi od tega, ne. Se pravi, moj problem je z sistemom, ki v bistvu, ko postane sama administracija vsega tega krepa, ne, v bistvu zaposluje ful ljudi, ne, od odvetnikov do unih, ne, v bistvu se vprašaš, čakaj, mi avtorji smo pa še vedno brez džoba, ne, v resnici prejš do tega, da je vse to fiktivno, v resnici so oboževalci oziroma poslušatelji in tisti, ki bojo naprej dali tvoje kreacije, tisti, ki te pomogočajo preživeti kot avtorju, ne. To sem pač tudi dokazala s 120 strani diplomov, ki sem jo zaključila, zaradi katere so me skoraj seveda vrgli iz šole, ker pač moj odvetnik, moj mentor kot odvetnik, ne, seveda je dobil sive lase, ki sem mu rekla, čakaj sem malo, lej, bila sem pol leta v British Library, te vsi papiri kažejo, da tle avtorjev sploh ni na vidiku, to se pravi, povej mi, zakaj je ta sistem realen, ne? To je meni vse fiktivno, to so same besede, jaz pa grem ven in ljudje plačajo za to, da jaz pridem na oder, ne? To se pravi, zaključila sem eno tudi zelo podobno raziskav, ki jih ta knjiga omenja. Moja diploma se z veseljem tudi čeram, ker je pod Creative Commons seveda licencirana. Se osredotočila na čisto samo razdeljevanja, ne, dobička med avtorji, ne. Včasih sem imel 5 pop starjev, ki so vse zaslužili, ne, in potem nič, ker je bil seveda vstop na trg, ker sem prej omenila, je bil ful si rabo imeti denarja za studio in vse, ne. Kar se je spremenilo z šeranjem, predvsem bi pa rekla, tako, da šeranje, jaz sem imela s tem problem definirati to diplomi, kaj je šeranje. Meni je samo uporaba interneta šeranje. Zakaj? Danes, če bi mi vložili skupinsko tožbo proti internetu, sam internet, kako deluje, to se pravi, v osnovi je to kopiranje podatkov. Ne? Se vsi strinjamo, pač veliki tehničarji odtle razumete, da pač ti, če pošlješ eno informacijo, se ta rabi kopirati, da pride do končnega. Ne? To se pravi, koga bomo zdaj tožili, tle, modem ali ne. Se pravi, mi vsi v bistvu, ki sodelujemo v internetu, v bistvu imamo to možnost, da rečemo, mislim, to je že tako noro, če pogledaš, ker vse, kar jaz pošljem čez internet, bo 100-krat skopiran, da pride v Novo Zelandijo, ne. Se pravi, kaj naj, zdaj tožam vse internet service providerje po poti, ne. To se pravi, v bistvu pa prideš kot avtor do tega zaključka, da to vse je en popoln krep. Jaz osebno sem pač za ukinitev kompletno, ker pač predvsem se mi zdi, da lastninjenje misli, težko oceniš, kaj je tvoje, ne? Pri glasbi to zelo razvidno. Včasih si samo inspiriran od enega komada, pa narediš nekaj podobnega, ne? Zdaj, kje je ta meja? Jaz vedno pač sem ljudem, ki so stali za monopolom, ne? To je moje, ne? Sem jih vprašala, ok, da mi povej, če bi bil celo življenje v beli škatli, sam zaprt, to se pravi, to bi bil samo tvoj prostor, kaj bi ustvaril? Nič, ne?
Se pravi, se zavedam, da kot avtor si toliko vezan in inspiracijsko in tudi materialno, tudi kar se tiče samplov uporabe, pač pri glasbi ful stvari pride takih na dan in pač tako da, ja, no, v bistvu pač moja diploma v končni fazi dokazala, da v sistemu šeranja povprečen avtor zasluži več. To se pravi, ne prvih 15%, ne zadnjih 30%, ampak vsi vmes. Vsi vmes imajo pa možnost, da se lahko čez mail kar naenkrat pogovarjajo za koncert v, ne vem, Kanadi. In to je bistveno. Pa to se pravi, bistveno je tudi komunikacija, ki jo internet omogoča, plus seveda šeranje, smo vedno veseli. Tako da ja, no, in, v bistvu pač najbliže, kar je temu stališču, pač sem kot predstavnik Creative Commons, pač danes tudi tukaj v prvi meri sem pa vedno pač kot avtor, ker z veseljem to razložim te osnovne principe, to se pravi, avtorsko pravo je popolnoma zlagano in nima z avtorji nič. Vsak, ki gre, si vzame pol leta časa, pregledati zgodovino, videti, da je temu tako da ne nasedite temu, pejte, preverite in to je to. To je dobro, ker zelo bom Majo citiral. Maja Jančič Bogataj, sicer ustanovitelj. Maja Bogataj Jančič se opravičuje. Družinsko pravo. Družinsko pravo, ne. Sicer z Inštituta za intelektualno lastnino, če se ne motim, si tudi svetovalka pri Creative Commons. Opa, še hujše. V glavnem na spletni strani, takoj na vrh gor, če odpreš spletno stran Inštituta za intelektualno lastnino, piše avtorsko pravo je sistem pravnih pravil, katerih primarni cilj je spodbujanje ustvarjanja literarnih in umetniških del. Večni izziv avtorskega prava je, kako določiti, kje se končajo izključne pravice avtorja in se začne prosti javni dostop. Zdaj pravzaprav ugotavljamo, da to pravo pravzaprav ne služi več niti avtorju, niti javnosti, ampak pravzaprav nekomu, ki je umestnik, in ki pravzaprav uzurpira to zato, da monopole vzpostavlja. Kako se pravzaprav vi na inštitutu s tem soočate oziroma kako obravnavate to vrstne zadeve? Glede na to, da je inštitut šele zadnje čase, ima poleg mene še 2 sodelavca, vam lahko povem tudi, kako se jaz s tem soočam, pa samo da ne bo si kdo mislil, da je kakšna to ogromna institucija. Nekaj je, kako se kot pravni svetovalec srečuješ s tem področjem v svojem praktičnem delu. Jaz v končni fazi sem pravna konzultantka in imam veliko praktičnih primerov, od tem, ko se svetuje, ne vem, javni knjižnici, ko digitalizira avtorska dela, do tam, ko kabelski operater razrešuje avtorske pravice s kolektivno organizacijo, do tam, kjer startup, ki se podaja na Kickstarter, razrešuje neka vprašanja, pa ne samo z avtorskega vprašanja, do tistega trenutka, ko pride k meni nek avtor, kjer podpisuje pogodbo z založbo, kjer mu za eno ilustracijo naslovnice vzamejo vse avtorske pravice, pa želijo samo nekih 150 € za 100 večne čase, do tam, ko pride nekdo, ki je avtor, recimo, in se trudi s svojim magistrskim delom in ugotovi, ko išče v knjižnici in dela raziskavo, da je podobno stvar v manjšem obsegu ali pa neko specifiko obravnaval že v diplomski nalogi, pa je med tem eden celo diplomsko nalogo prepisal. To so pač realna vprašanja, kjer moraš takrat v praksi odreagirati in se poslužiti tega orodja. Do recimo, ko zdajle, ne vem, Ministrstvo za šolstvo preko Zavoda za šolstvo super projekt uvaja, kjer bo z javnim denarjem sfinancirala kreacijo oziroma ustvaritev učbenikov, ki bojo na koncu na voljo pod prosto licenco, dostopno zastonj na trgu. Zelo različna so. In kar jaz ugotavljam pri tem je, ko se jaz teoretično ukvarjam z avtorskim pravom ali pa ko sem se okužila v Ameriki s tem vidikom uporabnika oziroma s tem fenomenom, da pač se nekdo inspirira ali pa nekaj vzame in poustvarja in da je ta sistem, ko vse prepoveduje, ker norma v avtorskem pravu je ne uporabi, če nimaš dovoljenja, razen v okviru teh ozkih izjem in omejitev, in s tem v zvezi je tudi ta citat, ki si ga citiral, da je v bistvu
celoten sistem zastarel. Saj bi lahko rekla, saj Klemen že vse povedal, ampak lahko ga opišemo tudi kot nekega zastarelega vladarja, ki še vedno sedi na prestolu, ki bi po moje že sam hotel iti z tega prestola, ampak ga svetovalci in razni tisti, ki nekaj imajo od njega, še skozi prepričujejo, da ta sistem dobro deluje, če si tako pravlično predstavljamo ta sistem. V praksi včasih služi kot ostro orodje. Če je bil kdo danes slučajno na okrogli mizi Business Software Alliance, so povedali, da 2-krat na leto, ko tržna inšpekcija se sprehodi po službah, se drastično poveša prodaja softvera. Že samo v veri, da bo nekdo ujet ali pa da bo nekaj naredil, se to nekako počisti. Se pravi, za nekoga deluje, za nekatere sisteme deluje. Najverjetneje tudi take oligopolistične glasbene založbe, kot je Napster pokazal, ko jih je odkril, da jih je praktično 5 velikih obvlada cel trg, je najverjetneje ta sistem tudi deloval. Ne samo kot poslovni model, ampak tudi kot sistem določanja cene in kot sistem, ki diktira ponudbo na trgu. Tako kot je Klemen rekel, zakaj bi nam nekdo diktiral, kaj mi želimo brati, zakaj bi nam nekdo diktiral, na kakšen način moramo poslušati glasbo in jo kupiti. Skratka, sistem, se strinjam, je zastarel. Nastal je kot družbeno napreden način, da se je ločil od, kako so vladarji in cerkev spodbujala in subvencionirala ustvarjanje del, da je to prepustil trgu. In v tistem trenutku je bil to zgodovinski velik premik. Pojavil se je takrat, ko se je pojavila možnost, da je namest unikati na trgu so se začele replike oziroma kopije knjige pojavljati. In z tega vidika je bil zgodovinsko napreden. Ampak že prej omenjen Statue of Anne je že noter imel napisan, da tiskar, ki dobi pravico do kopiranja in dobi to pravico, ki traja 14 let, mora, kljub temu, da ima ta monopol, je že takrat določal, da 7 izvodov knjig mora razdeliti po 7 univerzitetnih knjižnic po Londonu. Samo 7 jih je takrat bilo. Se pravi, že takrat je imel te varovalke, da ni sistem vodotesen, da ni neskončen, ampak je samo do neke mere in da je omejen. In jaz v svojem videnju tega nisem tako radikalna, dajmo to z mize in ne potrebujemo tega več. Sem radikalna do te mere in še to mi je zelo veselje, kadar sedim v sobi, kjer so, kar se tiče avtorskega prava v Sloveniji, še kdo, ki je bolj radikalen kot jaz. To mi je zmeraj olajšalo, kot pred 14 leti, ko smo začeli o teh temah govoriti, smo bili pač povsem iz drugega planeta. Sistem ne deluje dobro in ga je treba korenito spremeniti. Ampak najverjetneje sem jaz tudi zaradi te svoje vpetosti v prakso že toliko bolj racionalna, da popolnoma se ga z mize ne da dati. Treba je pa o tem govoriti, na to opozarjati in hvala Bogu, da kdo tudi reče, ta sistem mora iti. Oziroma, če se ne bo korenito spremenil, ne da mora iti, bo ga lahko kdo, naslednja generacija čist dala z mize, ker je popolnoma bo neprilagojen. Kar se že zdaj kaže, da to, kar piše na papirju, mi ne sprejemamo kot normo. Ker če bi zdaj dvignil roke, kdo od nas si šera muziko, bi najverjetneje roke vzdignili vsi. Uploading je mogoče drugo vprašanje. Zakon pa to prepoveduje. In tudi in poleg tega je pa ta isti sistem popolnoma neoperativen v praksi, ko se dela modele, take, ki želijo zavarovati, ki želijo urediti prenos pravic. Recimo, jaz se trenutno ukvarjam s temi famoznimi e-učbeniki. Pri nas imamo neke ureditve, ki niso izpeljane v praksi. Jaz kot rečem, da sem prebrala že ta zakon 600 milijonkrat, 32krat, zadev ne razumem. Ali pa vidim not ogromne luknje. Sploh pa potem, ko želim ta sistem prilagoditi sodobnim potrebam in sodobnim poslovnim modelom. Skratka, sistem, kad je, vnaša en kup pravne nevarnosti namesto varnosti in že z tega razloga bi ga bilo treba korenito predelati. Poleg tega pa ga prilagoditi sodobnem svetu. Zdaj pa sam še Enter Slovenija. Mi se tokrat govorimo, kako je ta sistem ne dober in ne funkcionira na globalni ravni. Ko se v Sloveniji spreminja ZASP, se pa ves čas in zmeraj pogovarjamo izključno o kolektivnem upravljanju. O štali od štale, ki je realnost avtorskega prava v Sloveniji.
Mogoče za tole okroglo mizo govorimo o res pomembnih temah. Kako bomo lahko delili, a lahko javna knjižnica dostopa do dela, jih lahko ponuja, a lahko prosto daje na splet, a lahko mi naredimo elektronske učbenike, pa imamo neko izjemo, da se za te namene lahko uporablja. Kje bo RTV imelo pravno možnost, da bi dala svoje arhive za javne namene na voljo? A ne? V Sloveniji, ko se začnemo pa mi pogovarjati, kako reformirati avtorsko pravo, se pa za 14 dni zapremo v sobo z nestrokovnjaki za avtorsko pravo, z super zvezdami, oprosti Nataša, ti si bila tudi tam, ampak ne mislim tebe, mislim Jana Plestenjaka, Guštija in ostale, ki pridejo na pogajanja in se pogajamo samo o tem. Se pravi, čist nepovezano z resničnimi problemi. To, da pa v bistvu se za našim hrbtom v nekih drugih arenah pogovarjajo, da nam bojo popolnoma sledili, kaj bomo delali na internetu, zato, da nam bojo lahko odklopili od interneta ali pa nam prepovedali karkoli gor delati, zato ker posegamo v določene avtorske pravice, ki so zapisane tako, da niso več prilagojene realnosti, to nas pa ne zanima. A ne? In rešitev za vse to je debata in da veš, zakaj gre in da se čim večkrat reče ne. V času akte ni bilo nobene javne razprave. V času novega transatlantik tegale je že bila javna razprava. Ne boste verjeli, preveč kot pol leta je bila na gospodarski zbornici. A mislite, da je kdo šel? Kdo pa ve, o čem se tam pogovarja? Poleg tega pa sporazuma teksta še ni, a ne? Ampak naenkrat čez par let, ko bo no, zdaj je, ampak takrat, a ne, kdo bo imel na radarju od povprečno osveščene javnosti ali pa povprečnega skrbnega gospodarja, sicer to je nov standard, tega sicer ni, da bi lahko to vplivali na njegovo poslovanje, toliko in toliko let oddaljeno, ko bo dejansko zadeva potem enkrat na mizi, a ne. Medtem se pa dogaja kaj? Evropska komisija, ki zastopa vse naše države pri svetovni organizaciji, odreče sodelovanje, da bi se začeli pogajati o novih izjemah za knjižnice in izobraževalne institucije in svet gre naprej. Evropska unija je vse države imajo en glas v teh mednarodnih arenah in ko se pogajajo trade agreementi in v svetovnih forumih. In to je resnična nevarnost, ko mi dobimo na mizo že brute fakte. In kako se to spremeni? Znanjem. Ja, no, toliko o znanju, jaz bi sam ful kratko repliko in Matiji in Maji. Čistko kot podatek, zakaj mogoče odprava, sploh tudi kdaj razmišljamo o njej. Bach, Beethoven in vsi ostali niso bili pod avtorskim pravom zaščiteni, zato ker tiste je bila avtorska prava na besedo. Glasbena kompozicija kot taka je bila v prvi polovici 19. stoletja šele smatrana kot avtorsko delo. To se pravi, mi imamo čas od začetka tiskarskega stroja pa do sredine 19. stoletja, ko v bistvu ponazarja zlat razpon glasbe. To se pravi, takrat se je zgodila celotna klasična glasba in to zato, ker je dejansko vsak lahko skopiral te kompozicije. Takrat skladatelji so spisali, kopije so šle okrog, ljudje so doma igrali, čembalo, potem klavir. Bistvo je, da celoten razcvet klasične glasbe dejansko ni bil zaščiten pod avtorskim pravom. Taki case study bi fajn prišli za prihodnost, ko razmišljamo o temu res, kaj bomo sploh pokrivali z avtorskim pravom. Ker enkrat govorimo o World Trade Agreementih in to, se strinjam, tak sistem je ful v redu, ampak ves ta sistem v resnici je kao tam, da zaščiti avtorje, ne. Tako da recimo, moj predlog bi bil... Sistemi niso v redu. Vem. Tudi pri glasbi, dokler se ni štancal na nosilc, oziroma šele, ko so izvajalci množično začeli to delati, je to začeli zanimati tudi avtorsko pravo in je začeli to regulirati. Definitivno, oni so pa šli na ta način, nova tehnologija, nova uporaba, ne, to se pravi, zdaj lahko po radiju, zdaj lahko zaračunamo za po radiju izvajati, zdaj se da to natisniti na vinilko, zdaj treba to zacolati mehanske pravice, vsakič, ko se nova tehnologija pojavi, se novo pravico s tem proizvede, vse te pravice, to so se dodajale čez leta in sploh pri glasbi, dan današnji avtor, da mu razložiš avtorsko pravo
za vse njegove pravice, to se pravi na enem CD-ju, je nemogoče, da razume kdo. Nemogoče, ni šans. Jaz sem jo študirala kot avtor, ne, ampak govorim, to je že toliko oddaljen koncept, da enostavno, če govorimo o resničnosti, ne, to se pravi ne o pogajalski resničnosti, ampak resničnosti avtorjev, enostavno pač ja, zlat razpon glasbe je bil dejansko takrat, ko se noben ni brigal za njih, tako da, ja. Klemen, izvoli. Jaz bi zdaj se morda navezal na to, kar je Nataša rekla in seveda na tisto, kar je prej zelo jasno izpostavila Maja. Glejte, treba se začeti pogovarjati tudi o vprašanju, v katero smer se je avtorsko pravo obrnilo v zadnjih 60 letih, ne, ali pa 70. Ena zelo kratka analiza, ki je bila izvedena v Ameriki, je pokazala, da se je termin intellectual property law, ne, začel pojavljati šele koncem 50 let prejšnjega stoletja. Torej predtem imate bodisi copyright, bodisi patent law. Nihče ne govori o teh področjih v povezavi z lastninsko pravico. In to je, ne, Oliver Wendell Holmes, ki je bil eden najbolj znanih ameriških vrhovnih sodnikov, je enkrat rekel, it's the words that are the devil, in to je res. Čim začnete kvazi materialnim dobrinam, kot temu grdo rečemo v slovenščini, se pravi avtorskim delom, lepiti zraven epiteto, da so sposobne biti, ne, objekt lastninske pravice, oziroma kvazi lastninske pravice, oziroma neke stvarne pravice, ki rečemo avtorska pravica, imate veliko nevarnost zaradi tega, ker začnete to stvar gledati, kot da je komad, ki ga naredi Nataša, tale steklenica. Ne? Razlika je pa zelo pomembna. Ne? Če jaz to steklenico zdaj Nataši dam, potem jaz te steklenice nimam več, ker pomeni, da te vode ne morem več piti. To je stvar in je zaradi tega rivalna dobrina, ker pomeni, da je to dobrina, ki jo je mogoče uničiti in potem od nje nihče nima nič. Informacija, ker je pa nažalost vse, kar Nataša naredi, ne, brez pejorativnega prizvoka, da se razumemo, informacija je tudi tisto, kar jaz napišem, pa tisto, kar smo danes tle povedali. Ne. Informacija je pa neuničljiva. In ko informacija preide od mene k njej, oziroma od Nataše k meni, se je zgodilo kaj? Nobene negativne eksternalije se ni zgodila, zgodile so se dve pozitivne eksternalije, zdaj imamo več oba od te informacije. In, veste, avtorsko pravo je zato problematično, ker ne upošteva tudi, zdaj to je tisto, kar je najbolj paradoksalno, ne, korporativnost, Amerika pa tako naprej, ja, ampak avtorsko pravo ekonomskih teorij ne upošteva, to je tisto, kar je najbolj noro. Ker ekonomska teorija pravi, če imaš pozitivno eksternalijo, potem jo spodbujaj. Povedano drugače, zdaj spet se ponavljam, pa mi je žal, ampak ta se mi zdi res luškana primera. Ne? Če ima vaša mama doma rože na vrtu, pa jih sosed gleda, pa ima zaradi tega dober dan, mu mama tega ne more zaračunati, a me razumete, kaj vam hočem reči, lahko mu samo prepove, da pride tja, pa po teh rožah taca. In to je zelo podobno kot pri vseh avtorskih delih. Če jaz slišim tvoj komad, ne glede na to, kako sem do njega prišel, pa se imam boljš, kaj imaš manj od tega ti? Kaj se je zgodilo s to informacijo? A se je kaj zmanjšala njena vrednost? Ne. Se nisem, ne, in ravno zato, ker to ni stvar. Ne, in tukaj prihaja do, bom rekel, tega najbolj klasičnega nerazumevanja, ne, ko se zdaj pri nas v Sloveniji recimo, in Slovenija tukaj res ni nobena izjema, to Maja lahko potrdi, če bi šli zdaj vprašati povprečnega, ker povprečen pravnik se ne ukvarja z intelektualno lastnino. Nekdo, ki se ukvarja z intelektualno lastnino, bi zelo hitro prišli na ta spolzek teren lastninske pravice in bi vam trdil, da to v bistvu je neke vrste lastninska pravica. Jaz trdim, da ni. Ne bom treba, da gremo do Jeffersona nazaj, do česarkoli, kar imate tudi v knjigi napisano, ne, ampak to je nemogoče. Ne? Die Gedanken sind frei. Misli so proste, a ne? Se ravno v tem je cela zgodba. Ne, zdaj, sam še eno stvar, prosim, se oproščam, avtorji pa njihove pravice, pa kako služiti, pa tako, pa prej sem se malo na kremžil, ko je Igor govoril, se oproščam, Freudian slip, ko je Igor govoril o tem, kako je s kapitalizmom. Ne. Jaz ne bi bil tako zelo oster, pa rekel, da nedvomno recimo free software pa anarholiberalen tip produkcije, ki se tam odvija, absolutno nasprotuje kapitalizmu, ni treba. A ne?
ni treba, zaradi tega, ker nihče ne govori o tem, prej je to Matija zelo pronicljivo izpostavil. Ne. Free software je free as in freedom, not free as in free beer. Ne. Vi ta software lahko mirno prodajate, nihče ne rekel, da ga ne smete, ker pomeni, da se torej, ta zgodba kapitalizma v narekovajih seveda lahko normalno perpetuira, če se spoštuje, da, to niso, da program ni kozarc vode ali pa hlebec kruha ali pa česarkoli. Ta freedom, free as in freedom samo pomeni odprite vse vsem, naj vsi vse vidijo, naj vsi vse spoznajo, naj vsi vse spremenijo, če tako želijo, samo omogočijo naj to še vsem ostalim. To je ta hook copylefta, ki je tako privlačen in tako prekleto enostaven v bistvu. Da ne bomo... Jaz sem še eno repliko. Zdaj vidim, da verjetno bomo počasi prišli do paralele med copyrightom pa cenzuro, ampak ena taka zanimiva perverziva je, poleg tega, da se pač domneva intelektualna dela in podobne zadeve, skratka neoprijemljive stvari kot potrošno dobrino, kar po definiciji ni, ker potrošna dobrina je na primer sendvič, ki ga poješ, ga ni več, potrošil si ga. Iz tega izhaja beseda potrošnja. Kar je zadeva, da sem dodatno perverzno, je to, da v bistvu pač če inačimo te patente, avtorsko pravico, trademarke in tako naprej z lastnino, kar se komplet strinjam, da je komplet neumna ideja. In ne samo to, pač zadeva je prišla toliko daleč, da če gledaš, če vzameš na primer eno stvar, na primer, če vzamem, jaz ne vem, ta projektor. In ga zdaj gledam z čist fizične pač lastninske pravice. Jaz ga lahko uničem, lahko ga razstavim, lahko ga dam, ne vem, lahko ga na strop obesam, lahko ga ne vem kaj, psu noter montiram v pasjo uto, ni problem. In lahko ga tudi komu šenkaš, recimo. Lahko ga tudi komu šenkam, ni problema. Ampak če pa zdaj se zadeve lotam z patentnega vidika ali pa z trademark vidika, imaš pa preveč probleme. Mislim, skratka, stvar je prišla do tega, da če gledaš na neko stvar z neoprijemljivega vidika pravno, je stvar so ratale omejitve močnejše, kakor biti v stvarnem pravu oziroma v lastninskem pravu zadeva stila. Vključno z izjemami, raznimi, ne vem, da naprimer, če imam jaz parcelo, pa hoče Igor iti čez, ker je to edini način, kako lahko pride do, ne vem, policijske postaje ali pa do gasilcev, mu moraš pstiti. Pri avtorskem pravu, jaz rabam diplomo napisati, ja, lahko tiste izjeme, kad citiraš, ampak to je pa tudi to. Mislim, te izjeme so zelo majhne. Kar se pa tiče te birokracije, ki si jo ti omenila, je tako čisto ena hecna anekdota. Meni se zdi, da je bila britanska, ne me za besedo držati, meni se zdi, da je bila, ne vem, 100-200 let nazaj, britanska mornarica, ki se je en admiral lotil in prišel do tega in se je ugotavljal, da je treba v bistvu zdaj, ko je vojne mimo, ne rabijo več toliko mornarice imeti in so razpolovili število ljudi, število ladij, število vojakov in tako naprej, ampak pa je ugotovil, da še zmeraj v bistvu budžet pa ni toliko se zmanjšal in kar je ugotovil je, da ki je analiziral zadevo, da se je z leti birokracija v mornarici linearno raste, neodvisno od koliko ladij ima za upravljati. Pri tem, da so vmes ukinili polovico ladij, je stvar še zmeraj linearno rasla. Toliko o tem. Nismo pozabili na Benjamina. V bistvu ti imaš tako še posebej zabavno področje, namreč prevajalci. Zdaj, prevajalc, se zmeri, a je to zdaj umetniško delo oziroma ali je prevajanje umetniško delo, ali je to sploh avtorsko delo. Prvi paradoks prevajanja je, da brez originala ni prevoda, skratka, da že itak potrebuješ nek original in neko izpeljanko, da lahko sploh delaš te stvari. Tudi mislim, da tako, kar se tiče, ne vem, knjižničnih nadomestil in podobnih zadev, ste pač prevajalci drugače obravnavani kot originalni avtorji.
V glavnem, ampak tisto, kar me zelo zanima, je v bistvu nasplošno problemi z avtorskimi pravicami, na katerih se srečujete na področju prevajalstva, recimo oziroma kako lahko funkcionirajo odprte licence na področju literature, če se zdaj malo pohecam. Ok, se pravi, ja, prevajalci imamo tako tudi, kot je rekel Igor, eno zelo zanimivo umestno vlogo. Eni nas imajo samo za nadomestek Google Translate, eni nas imajo kot umetnike, čisto odvisno. Je pa praktično dejstvo, da tudi mi in posledično vsi oni, ki bi reč brali prevode kot izvirnike iz kateregakoli razloga, trpijo lih zaradi avtorsko-pravne zakonodaje. Jaz, ki sem diplomiral, pa tudi že prej, sem prevajal v glavnem razna navodila za uporabo, takšna in drugačna, kakšne članke, časopisne, pač dolgočasno delo, ki ti da kruh na mizo. Ne? Ampak tako kot velika večina mojih bivših sošolcev, sem tudi jaz upal, da bom pa lahko začel prevajati kakšno literaturo. Ne? Game of Thrones prevajati, na primer, bi bilo precej lepše, kot navodila za nov Zanusijev pralni stroj. In jaz sem se takrat odločil, da bom pa probal priti zraven. Sem pisal založbam slovenskim, mislim, da sem 7 pisal, in jim ponudil, ok, jaz vam bom zastonj prevedel prvo knjigo, kjerokoli, po njihovi izbiri. Če jo vi založite, pač spravite ven. 6 me ignorirali, eni so napisali nazaj, da se bodo o tem pogovorili, pa nisem več nikoli slišal od njih. Nam so drugače na faksu že razlagali, da je kao strošek prevajanja v Sloveniji zelo visok in da so potem prevodi zelo dragi lih zaradi tega, ker so pač prevajalci preveč plačani in zato imaš prevod, ki stane 30 €, original pa stane $10. Ne? Tle bi to odpadli, pa niso bili zainteresirani. In pri tem se pol pojavi knjiga, kot je tole, Case for Copyright Reform, ki je CC0. Kaj je boljš na dolgi rok? Da imamo licence, ki omogočajo, da jaz pač preberem original, ki se mi zdi super, in ga potem v svojem prostem času, magari zastojn, če tako želim, spravim v slovenščino, pa s tem omogočim, da prebere en kup ljudi to knjigo, ki ga drugače mogoče ne bi v originalu, ali da še naprej furamo obstoječ sistem, ki enostavno prepoveduje, da bi jaz prostovoljno s svojim denarjem oziroma na lastne stroške zadevo prevedel, pa omogočil ljudem, da pridejo do tega. Tako kot z glasbo, tako kot povsod drugje, če jaz hočem, pa sem pripravljen vložiti v to neki not, mi tega ne bi smel noben omejevati. Seveda, razen če s tem začnem služiti, s tujim originalnim delom. Jaz se tle še ustavim, tako kot imamo pirati, da je deljenje kul za nekomercialno rabo. Za komercialno rabo se pa že moramo malo pogovarjati, načeloma. Tako da ja, tudi pri prevajanju je tu, zdaj imam enega prijatelja, ki je prevedel Malega princa v prekmurščino, tako da dosti ljudem ne pride prav najbrž, ampak še zmeraj. Ja, čist mogoče, da bo na voljo kje na internetu, oziroma če ga bom lahko prepričal, bo. Ampak ja, ne vem, v bistvu moram priznati, da ne vem, verjetno je že v public domainu ta zadeva, upam, da je, mogla bi biti. Če še ni vprašanje, če je dobil za to dovoljenje, bomo videli, kaj se bo z tega izcimilo, ampak ja, copyright pa te zadeve dejansko omejujejo dostop ljudi tudi do tistega, kar bi lahko sploh še nastalo, samo zato, ker je nekdo drug pripravljen pri tem pomagati. In založbe tle ne pomagajo niti originalnim avtorjem s tem, da preprečujejo, da bi nekdo prevedel to delo njihovo v slovenščino. Ker jaz sem prepričan, da en avtor, kjerkoli, če ima izbiro, da njegove knjige ne prevedemo v slovenščino, pa je zato pač večina Slovencev novo prebrala, ali jo pa prevedemo, pa jo tle damo na voljo zastonj, pač za njega je rezultat končni isti, ne? Zaslužil na nič oziroma zelo malo. Sem prepričan, da bi on reč videl, da bi prevedli v slovenščino, že zato, da se pač njegova dela širijo. In to je tudi v interesu, mislim, da vsem ljudem. No? Če te smem samo za sekundo. Eno stvar, ki je paradoksalna. Maja bo točno vedela, po mojem, o kom govorim, pa ne bom omenil imen. Imeli smo sestanek na moji fakulteti, pogovarjali smo se o tem, da bi eno od edicij, ki jo izdaja fakulteta, praktično edino, torej tisto nesrečen zbornik znanstvenih razprav, da bi ga končno dali na net, ne? Da bi zadevo odprli in
A veste, kaj je bil temeljni protiargument mojih kolegov nekaterih? Ja, potem bodo to lahko, zdaj bo to lahko kar kdorkoli bral, ali kaj? Tako da nisem čist prepričan, da je pri vseh avtorjih nažalost tako, da si želijo, da bi se, veste, tipičen primer slovenskega avtorja, sem se spomnil, mogoče, moram te prekiniti, mogoče se kdo boji, da bi kdo najdel kakšen svoj del v tem zaklenjenem. Ne. Saj veš, za katero zgodbo gre. Treba je, ne, veste, velika razlika je med tem, kaj pomeni učiti, pa kaj pomeni deliti. Učiti pomeni dati nekomu toliko informacij, kot misliš, da jih rab, in to je vedno premalo. Deliti pomeni omogočiti nekomu, da ugotovi, kaj ga zanima, in mu potem dati vse, kar o tem veš. In se tudi naš šolski sistem ne deluje po načelu šeranja, ampak po načelu učenja. Hotel sem samo še to reči, da v bistvu je noro, da se mi v Sloveniji tako zdi, prej si omenila glasbenike, seveda prisotni izvzeti, ki so bili, je bil to Cankarjev dom ali kjerkoli so se že, kje je bila že una zgodba, kje ste bili to, jaz nisem bil zraven, vem, da je Plestenjak imel neke svoje res pogumne ideje o tem, kako je treba, kako bodo, verjetno je govoril tako kot slikari v Parizu, takrat, ko se je pojavil fotografski aparat, naši otroci bodo nagi hodili po ulicah, ne bojo imeli za jesti, zdaj, ampak tudi pri naših glasbenikih se mi zdi, da je, prej ste omenili te nesrečne kolektivke, najraž bi videli, da jih nikjer ni. Nikjer se jih ne sme slišati, imeli bi pa veliko denarja. In zdaj, sam še to, Nataša prej omenila Baha, pa bi jaz šel nazaj na muziko, pa bi rekel, veste, tako je, Chuck Berry je tudi pomival, pa burgerje prodajal, ko je muziko delal. Vsej, ta ideja o tem, kako ima Kristina Aguilera 6 bazenov, pa 2 avtomobila, ručne izrade, pa ne vem kaj, mislim, to je zgodba zadnjih 60 let. Umetnost, glasba. Ja, samo to je laž, ta zgodba, ona nima 6 bazenov, teh 6 bazenov ima založba čez in oni jih posodijo njej za advancement, glih to sem prej govorila. Pa deva pol reči, da jih ima Beyoncé, ki jih verjetno ima, ampak hočem reči, da je dejstvo to, profesor Lesik, s katerim je Maja veliko več sodelovala, kot kdorkoli tle, je zelo lepo ponazoril to z enim zelo slabim, relativno slabim ameriškim skladateljem, ki se je pisal John Philip Sousa, ki je rekel, ko se je gramofon pojavil, these are infernal machines, in te infernal machines bojo zdaj povzročili to, da bomo vsi v bistvu izgubili jezik, ker bomo nehali delati tisto, kar se je delali in the old days. Kaj se je pa delali in the old days? Ljudje so sedeli doma in skupaj pel. In to je to. Glasba je bila vedno communion, a veste, tako kot je bila literatura, dokler se ni pojavil Gutenberg, communion. In takrat je bila tudi, upam si trditi, boljša. Ne vem, jaz mislim, da kar se mene tiče, je čisto fajn, da pojem v avtu sam s playerjem, zaradi tega, ker če ne bi drugi trpeli zraven mene. Jaz sem bila v bistvu ful vesela recesije, ker takrat se je spet vsaj malo dobre glasbe začel delati, ker res iskreno moram reči, da pač, kakor si vemo, pač je danes že kar težko najdeti kaj dobrega. Lejte, da ne bomo zdaj sami tle pametni, če imate kako vprašanje, pripombo, misel iz publike, vabljeni, da se nam pridružite tukaj, oziroma da pridete sam tok, da si vzamete mikrofon v roke, ker snimamo zadevo, in bi radi, da ste tudi vi zabeleženi. Aha, tamle je. Tako da, če je kako vprašanje ali pa karkoli, se kar dvignete roko, pa vas bomo vključili v pogovor. Ok, imamo novo moderator. Tako se počutim, ker Maja bo zdaj delila moje mnenje, kada sva v letniku, ker kdo bo kaj vprašal in potem začnejo pogledi v mizo in... Se lahko tudi kaj čisto neumnega vprašate, nima veze, bolj, ko so vprašanja neumna, bolj se da biti pameten pri odgovorih, tako da... Aha, evo ga. Ja, kakšni so potem vaši konkretni predlogi? Mislim, se je verjetno to bo reči zapleteno vprašanje z eno okroglo mizo, ampak kakšni so predlogi za reformo pač tega sistema? Nataša, boš ti začela? Jaz bom najbolj radikalno najprej zastavila. Zaklemno živemo, pustimo odpravo. Naslednja za to, recimo, jaz bi predlagala, da se nobena pravica postane neprenosljiva, čisto preprosto. Trenutno mi govorimo o imetnikih avtorskih pravic. Vse te korporacije
Se pravi, glasbena industrija 80% trga, 4 založbe, ne, o tem govorimo. To se pravi, 20% svetovnega trga je v lasti ljudi. Ne. Oni so imetniki pravic, niso pa avtorji. Se pravi, ko govorimo o avtorskem pravu, bi lahko danes govorili o imetniškem pravu, ne o avtorskem pravu. Tako da recimo moralne pravice so iz tega razloga neprenosljive, ne, da jih ne more nekdo izkoriščati. To se pravi, taka preprosta stvar, ne, ajde, vrnite vse pravice avtorjem, pa se bomo pa lahko šele sploh začeli pogovarjati o zaščiti teh avtorskih del. Ne, pa naj avtorji povejo enkrat mogoče. Ne. No, to. Večina od vas je mogoče, ali pa tudi ne. Kot pa Creative Commons, pa moram povedati, da seveda definitivno spodbujamo ful lepo prevod knjige in smo zelo veseli, ker seveda prva osnovna licenca Creative Commons, ki jo dodaja na obstoječe avtorsko pravo, je seveda to, da je deljenje, to se pravi kopiranje datotek lahko zastonj. Bistvo je, da si ti lahko kot avtor zbereš, a ne. To, mislim, pač to Creative Commons omogoča, tako da seveda, kar se pa tiče kopiranja, pozdravljamo to in tako. V bistvu Benjamin sploh ne vem, ne, si ti pač original vemo, da je Creative Commons, ne vem, kam si ti za svoj prevod vtaknil, ne, upam, da ne boš tožil piratske stranke, zaradi tega, ker ti nismo honorarja izplačali. Definitivno, a veš. Tle je to kot odvetnikov, ziher me bo kjer zastopil, oziroma pravnikov, pardon. Ok, pogovarjali smo se o alternativah, oziroma kakšne so alternative, ne. Matija, Maja. Jaz moram to komentirati, Nataša, se ti opravičujem. Pa to ne izraža mojih pogledov na avtorsko pravo, ampak avtorsko pravo je, ko avtor dela ustvari, s tem trenutkom pridobi na tem moralno in materialno pravico. In da potem v sistemu lahko s tem služi, a ne, v tem, ko prodaja materialni del, mora dajati dovoljenja ali pa prepušča avtorske pravice. In če... Lahko daješ tudi, da ne bomo šli v detajle, če osveščen avtor se da tudi spogajati, nažalost se velikokrat ne da, da se pa poskušati. Najverjetneje razumem, kaj si hotela, da bi pač dajal samo neizključne prenose in pravice pri sebi, zato sem ti tudi uskočila besedo, da ne bomo preveč pavšalni. Ob tem te tudi popravljam, da nikakor ne bi mogli tožiti ves internet, ker imamo v avtorskem pravu izjemo od pravice reproduciranja, ki poskrbi ravno za to, da začasne kopije pretekanja po kablu so izven pravice reproduciranja. To je pa tudi edina pametna stvar, ki je nastala, ko so se pogajali za VCT Copyright Treaty leta 1996 v Ženevi, ker je bil pač telekom industrija proti rekord industriji. Za konec pa kaj? Predolgo traja, absolutno predolgo traja. Začetno, ko se je svet vrtil, velikokrat bolj počasi je bil 14 let, Statute of Anne z možnostjo 14-letnega podaljšanja. Absolutno obsega preveč rab in preveč dejanj. Na začetku ni bilo namen, da bi pravica kopiranja, ne avtorsko pravo. Avtorsko pravo smo to na kontinentu posvojili in zdaj mislimo, da je to sistem, ki varuje avtorje. Se strinjam, da ne. Absolutno preveč rab je zaobseženih. Včasih, kar si delal v privatni sferi, nekomercialni sferi, ni bilo pod kontrolo avtorskega prava. In en kup drugih detajlov, recimo trenutni režim, da s trenutkom, ko se delo ustvari in se nikjer ne vodi, kdo je imetnik avtorskih pravic, je rodil problem osirotelih del. Danes imamo ogromno nekih del, kjer vemo, da avtorske pravice še traje, pa sploh ne vemo, kdo je avtor. Sploh ga ne moramo vprašati za dovoljenje. In imamo enih ogromnih modelov, ki so pač nezakoniti, ampak se jih sploh pravic ne da razčistiti. In da je sistem blazno zakompliciran. Že enostavno pravilo 70 let po avtorjevi smrti. Kako je to težko ugotoviti? Tako, kot je enkrat Klemen rekel in predlagal, da bi ob izidu knjige pisali na knjigi, kdaj je avtor umrl ali pa kdaj bo umrl. S tem se pokaže absurdnost tega sistema. In če sem jaz založnik in razčiščujem pravice za eno knjigo, to nekako še gre. Zdaj pa si predstavljate, da sem jaz javna knjižnica, ki želim digitalizirati milijone del.
in tako naprej in tako naprej. In ta sistem je ratal tako absurden in če se za sam preskočimo na področje patentov, marca je Amazon dobil v Ameriki patent za fotografiranje na beli podlagi. Tako da, tako daleč gre ta sistem, ki je bil v osnovi sistem, ki naj bi spodbujal ustvarjalnost, čeprav je ustvarjalnost že od nekdaj obstajala, ampak bil je sistem, ki naj bi reguliral, kako se prodajajo primerki del na trgu. To je bilo to. Kako lahko patentiraš nekaj, kar je obstajalo že 100 let, preden si ti sploh nastal, da tako rečem? Amazon bi ti to razložil, tako kot bi ti to razložil tudi United States Patent and Trademark Office. Dobrega odvetnika imaš. Ne, v Ameriki ne. V Ameriki morate samo na idiotskega uradnika naleteti, to je bolj pomembno. Dobrega odvetnika. Ko pokupaš vse ta dobre, pa so vsi ta boljši tvoji, ti noben ne ostane. Disneyjeva zgodba, ja. Ampak USPTO je pač patentiral že mnogo velikih neumnosti. Sem hotel še eno drugo stvar reči, ki je po mojem precej pomembna, glede na to vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Veste, problem je v tem, po mojem, da morda tista prva moja radikalna rešitev, dajmo vse odpraviti, pa dajmo delati, da nič ni nikoli bilo, je problematično zato, ker se je sistemu avtorskega prava, kad ga poznamo zdaj, prilagodilo vse. Prilagodil se mu je način produkcije, prilagodil se mu je način distribucije in prilagodil se mu je žal tudi vaš in moj način dojemanja, kaj je kultura, znanost in umetnost in te stvari so. Čim je prišlo do umetne vzpostavitve, redkosti dobrine, ker še enkrat popravim, prej je lepo Matija rekel, nekaj je potrošna dobrina. Kako ste zagotovili, da nekaj je potrošna dobrina, kar je avtorsko delo, tako da ste rekli, da se je ne sme kopirati, da imaš lahko samo eno. S tem ste vzpostavili to. Zdaj, veste, ta vzpostavitev sistema prodaje, torej komodizacije kulture, ki je bila prej nekaj skupnega, je sabo prinesla tudi spremembo, bom rekel, kulture in percepcije znanosti in umetnosti in kulture strani ljudi. Tega sjajnega ameriškega filozofa Thorstein Veblen, ki je napisal eno knjigo, ki se reče A Theory of the Leisure Class, v kateri Veblen ločuje med inconspicuous pa conspicuous consumption of culture. Namreč govori o tem, da seveda je komodizacija kulture pripeljala tudi do tega, da so ljudje začeli trošiti kulturo, čeprav je prej nikoli ne bi. Zakaj? Zaradi tega, da so pokazali, da trošijo kulturo. In to prej ni bilo mogoče. Potem, ko sta nas Gutenberg in Edison kaznovala, malo se hecam, prosim, s knjigo oziroma s strojem pa z gramofonsko ploščo, bilo to seveda veliko bolj mogoče. Šli ste in ste na veliko kupovali Verdijeve opere na vinilkah in jih potem seveda skrivali v najtemnejši kot omare, ker jih niste nikoli hoteli slišati, ampak ljudje so to videli. In ta konzumpcija kulture, ki je postala statusni simbol, je precej, veste, neugodna. Jaz bom zdaj spet, ker stojimo na ramenih velikanov in zato vidimo daleč, kot je rekel Isaac Newton, pa ni rekel Isaac Newton, ampak Bernard iz Chartra, pa ni rekel Bernard iz Chartra, ampak že mnih pred njim. Zdaj, če se postavim na ramena Ebena Moglena, ki je enkrat rekel, pa spet rekel Kristina Aguilera, zato ker je on omenil. Kaj pa je Kristina Aguilera? A je pevka? A je billboard? A je prostitutka? Kaj je? Medijski produkt. Kaj je? A je brand name? In zdaj smo tle. Ta sistem je ustvaril še mnogo kaj drugega. Ta sistem je ustvaril identifikacijo s trademarki, ta sistem je ustvaril identifikacijo z merchandisom, ki je dejansko direktno iz nekoga, ki je produkt izšel, in to recimo lahko je Kristina Aguilera, pa ne me zdaj tož, se vseeno. In zgolj vprašanje o tem, ali nek zasp, ki je v uradnem listu zapisan, a bomo s tem kaj rešili, če bomo samo to spremenili? Najverjetneje ne. Najverjetneje je treba zdaj začeti gledati malo globje, ker saj če hočemo priti nazaj do tistega, o čemer smo se prej pogovarjali, kaj pa ne bi bilo cilj avtorskega prava? Odprava kulturne in znanstvene in vse ostale deprivacije. Mogoče bomo imeli pa več Einsteinov, če bo milijardo ljudi v Indiji lahko prišlo do vsega, kar je zdaj na voljo na internetu. A me razumete? Kapitalizem je zato dober, Igor, zaradi ene stvari, hecam se, malo se hecam, malo pa ne, zato ker bo dostavil v Indijo vsakmu od teh otrok mobilen telefon. Vprašanje je samo,
a bojo tisti, ki nadzorujejo vsebino na tem mobilnem telefonu, temu otroku dovolili, da bo jutri gledal našo okroglo mizo, se hecam, ali pa da bo bral Torstena Veblana. To je vprašanje. Ne? Ker če mu bomo to omogočili, potem bomo šli lahko verjetno vsi naprej. Ker mi se zdaj že malo v krogu vrtimo. Ne? Ponavljam, da ne bo to zdaj patetično izpadlo, ampak Maja je prej govorila o enem časovnem obdobju. Ja, ljudje, o katerih se zdaj pogovarjamo, se s tem vprašanjem, o katerem se zdaj mi pogovarjamo, ukvarjajo 20 let. Stalmani, Lesigi, Mogleni, če hoče tudi človek, ki riše brati pingvine, ne, po stenah, torej Linus Torvalds, vse en kdo. Ampak to vprašanje je vsaj na področju free software že tako naši bivši sosedje v državi bi rekli prevaziđeno. To je pa se. Popolnoma logično je, da avtorsko pravo, kot ga poznamo, copyright, tam ne igra nobene resne vloge več. Zadeva je mimo. Vprašanje pa je, ne, kako je ta fine free software, ki ga je na začetku propagiral tudi Google, naredil kaj drugega. Naredil to, da ste vsi v oblaku in da vsi šerate z vsemi informacijami, ki jih predtem tudi Stasi od vas ne bi mogel dobiti. To je pa zelo zanimivo vprašanje. Jaz bi tle samo eno hitro repliko. Jaz sem nasprotnega mnenja in mislim, da ni kapitalizem tisti, ki dostavi telefon, ampak so inženirji oni, ki sestavijo telefon kot prvo, ker brez teh nečem. Govorim namreč o tem, da mi predpostavljamo, da razvoj tehnološkega ni možnega brez iniciative, ki je samo monetarna, ne? To se pravi avtorjev. In veliko avtorskih zakonikov v državah stoji na tem. To se pravi, pač mi zagotavljamo denar avtorjem, ne? To je ta izgovor. Narobe sva se razumela, se oproščam, ne, sploh ne. Jaz itak trdim, da avtorji, ki mislijo, da lahko od svojih avtorskih del živijo, itak razmišljajo popolnoma narobe. No, zdaj bi samo omenila čisto kot fakt, ne, pač ta jasen primer, ne vem, najbrž vsi poznate parnih strojev, ne, to je bil prvi case study, ki dejansko dokazuje, da je bil komplet razvoj parnih strojev tako rekoč ustavljen za časa patentiranja, potem, ko je patent šel čez, se je popularizacija, firme so zrastle, to se pravi, ko se je stvar demokratizirala, takrat je šele prišlo do tega razvoja in takrat pač predvidevam, da v Indiji dobijo piratske verzije telefonov, prej, upam. Ne, jaz sem samo hotel reči, da žal je tako, da se stvar je logična, ne, pri stvareh, ki so dejansko fizične, ma zdaj v tem primeru kapitalizem, kot obstaja, po mojem mnenju še vedno distribucijske prednosti pred liberalno, anarcho-liberalnim načinom proizvodnje. Materialka šla. No, pa se o tem govorim. In tle so oni... Jutri 3D printalnico odpiramo, dobro, ja. Bo lahko vsak doma vse sprejel. Ja, sam bo vse en, ja, ščipi bo imel malo, ok. Hočem samo nekaj reči. Bistvo je v vsebini, a ne? Bistvo je v vsebini in v tem, da pač dovolimo, da se ljudje z vsebino seznanijo. Meni je vseeno, da se seznanijo na 386 z Linuxom, ki so sigurno po vseh slovenskih ministrstvih nekje v kleti, ne, in bi jih lahko uporabili zato, da bi vsi ljudje na njih karkoli gledali. Ne. Logično pa je, ta klasičen trik incentiva za avtorje je tako ali tako norost. Avtorji, ki kreirajo zaradi incentiva denarja, ponavadi niso glih najboljši kreatorji, no. To je pa jasno. Od mene ta zadnja stvar. Ja. Več v ameriški, sam zdaj postaviti nekako spremljanje konceptov, ki so privedli do teh sistemov, kaj je danes. Več 100 let stara ustava ZDA piše, da bo imel kongres moč, da bo vzpostavil sistem za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti. In potem in varstva avtorjev, ki ga na kontinentu prevajamo kot nagrada avtorjem. In iz tega koncepta, karkoli boste naredili, samo dajte tak sistem, ki bo učinkovit, se urodi avtorsko pravo, pa sistem industrijske lastnine. Ampak to drugo ni bolj važno, ampak tako načelno, splošno navodilo zakonodajalcem je dano v Ameriki. V Sloveniji, v naši ustavi piše, da je pravica iz ustvarjalnosti človekova pravica. Glejte ta preskok. Ne daje ustava mandat zakonodajalcev, da naj vzpostavijo sistem, ki bo spodbujal ustvarjalnost in razširjanje znanja in nagrado, ampak zakoliči
in v tem pogledu zelo, ker mi smo napredna družba, ko ustvarjalnost tako visoko cenimo in do nekega segmenta je to pohvalno, dokler s tem ne začnejo opletati korporacijo, ker korporacije pa pač človekove pravice ne morejo imeti ali pa druge entitete. Ampak še vseeno v naši ustavi, čeprav že gre tako bolj daleč, piše, da je pravice iz ustvarjalnosti so varovane. V pogodbi Evropske unije piše, intelektualna lastnina je varovana. Pika. Toliko let, da če se te 3 enostavne dokumente, pa Slovenija najbrž, množično tuji raziskovalci najbrž ne bojo najdli na svojem raziskovalnem zemljevidu, ampak mene že ta fenomen tako dobro prikaže, kot dajmo sistem za spodbujanje vzpostaviti, tle se že ščiti kot človekova pravica, na nekem najbolj sodobnem dokumentu v Evropi pa intelektualna lastnina je varovana, pika. In tudi kaže, kako vse skupaj funkcionira. Matija, se počasi končujemo. Ja, ko si lih omenil prej, kako stvar funkcionira v free softwareu. Ja, mislim, seveda je res to, da lahko vzameš free software, lahko Google z tega ali pa Facebook ali pa Twitter ali pa kdorkoli že, pač on top of that nudi service, ne. To je lih en izmed razlogov, zakaj ne moreš lih reči, da je zadeva antikapitalistična, ampak zdaj v mojem vsakodnevnem delu, ki ga delam v FSF, kot v pravnem oddelku, redno dobivamo vprašanja razvijalcev pa projektov, pa tudi firm in javnih ustanov glede free softwarea. In je tako zelo hecen, kako v bistvu mnogim sploh ni jasen avtorsko pravo. Mislim, ne, zdaj tako, to bom počas povedal, zaradi tega, ker res boli. Ker, mislim, zelo pomemben podatek je. Ni toliko v tem, da ne poznajo vseh teh glupih detajlov, ki jih približen mi klele poznamo, ampak tak pogosta zadeva, ki jo jaz vidim, ki se dogaja je. In to je zdaj celo rato cel movement iz tega. In je sicer, da nekdo zadevo napiše, objav in domneva, da je to. Pač jaz sem do zadevo ven, sharing is caring, have fun. In pa mu pišeš, pa rečeš, zdaj zadeva je pač pod copyrightom, mislim, je full copyright, vse avtorske pravice pridržane, nisi nobene licence napisal. Pa tako, ja, pa mene ne zanimajo licence, jaz nočem da dravam licence, delite s tem, kar čete. Tako, kaj ti ni jasen? Če daš zadevo, sam tako lansiraš, pač po veljavni zakonodaji, zadnje žblijo desetletji, stoletji počas že, pač ko mi jo lansiraš, ko mi jo objaviš, imaš full copyright. Pač vse avtorske pravice pridržane. In to se redno dogaja, ne vem, mogoče dobim enega na 2 meseca ali pa kaj tacga, da mi aktivno nekdo prije s tem problemom. Naprimer na Gentoo Linux licensing listi imamo tako, so se zadnji let so ponudili za to, da so spucali vse pakete ven, kjer licenca ni bila dodana in so probali kontaktirati avtorje, ki jim je dol visel. In mu ne moreš ti pa prepričati, da ne ti pove pod katero licenco, magari da reče what the fuck public license dejansko obstaja. Dobesedno tekst licence je do what the fuck ever you want. Valid free software licenca, by the way. Prosim je ne uporabljati, če že Apache 2.0, ampak ali pa MIT, I don't care. Ampak pač v redu, pustimo to ob strani. Sam drug problem, en problem, ki ga imamo, zakaj je to toliko težko spremeniti, je, ker se ljudem fučka za zadevo. Ljudem, ki so kot potrošniki, se fučka za zadevo. Avtorji, kot smo očitno opazili, nimajo pojma o zadevi. Sorry. Dlje časa več se zadeva obadaš, bolj bizarna ratuje. In kar je mogoče, sta še 2 največja problema, poleg tega je, ena je to, da so ljudje nagnjeni k tako izvajanem loss aversion. Skratka, dokler jaz nekaj najdem, ne vem, rečemo zdaj tako tipičen primer za free software, jaz nekaj najdem na GitHubu, dajmo mi to dol populati,
bomo mi naredili z tega en produkt, bomo zapekali gor na nek en hardware, bomo naredili z tega en router ali pa ne vem, neko eno napravo, ki zna vohati zrak, bomo mi to prodali in pa bojo pa oni prišli pa bo rekli, lej, kje pa koda od tega? Tako, no, dam, to je moj produkt. Tako mi se zadeva tebe tiče, da moraš ti šerati, se počutiš napadenega in imaš zdaj manj zaradi tega, ker daš stran od sebe. To ne rečem, mislim, za nas klele to dost ne velja, ampak tipičen, to je dost tak tipičen, tipična narava človeka. Ja, ne, nasplošno. Nobelovo nagrado je dobil in je razširil na predavanje, potem mu je pa Lesih se je srečal na enem predavanju in rekel, pa daj to pod prosto licenco, da se bo lahko zakonito razširilo. In ni dal. Cereals, ja. Man, bear, pig, pač. Dejstvo je, da sam stališča avtorja, mislim, ta sistem, to je toliko enega znanja. Ne. Jaz sem pač bila avtor najprej in pol sem se začela zanimati za svoje pravice in pol to en let mine, da sploh zveš vse svoje pravice in pol postaneš založnik, ker nočeš, da nekdo drug ovna tvoje lastnice in mislim, na koncu obadaš z enim krogom enih fiktivnih stvari, medtem ko bi lahko glasbo ustvaril. Tako da jaz si upam celo trditi, da avtorsko pravo celo odzema kontraproduktivno, ker če bi mi hoteli vse avtorje v tej državi naučiti njihovih pravic, se pravi, mi smo vsak je tekstopisec, zjutraj, ki me napiše, pol je fotograf, ki pofotka fotko, se pravi, mi smo dejansko vsi danes kreatorji kontenta in to je bistvena razlika današnje dobe, mi smo danes vsi lahko ustvarjalci, mi smo vsi avtori, samo to ne pomislimo, ker pač avtor je kao Britney Spears, ne, ona ni, ona je onih 3%, avtori smo mi pač. Ne vem, se taka najbolj banalna zadeva, vidiš lepo slikco na Facebooku in jo pač šeraš in niti ne razmišljaš o tem, da ima kakšne avtorske pravice odzadaj. Ta glavna razlika se mi zdi, glavna razlika ni samo v tem, da smo zdaj vsi avtori kontenta, vse so bili včasih tudi, ampak zdaj je večja razlika v tem, da ga lahko distribuiramo kadarkoli, kamorkoli. In tukaj seveda je problem posrednikov, ki jih zaradi tega začenja precej boleti glava, v tem je težava. Ne? Zdaj, ja, samo eno stvar kot primer, neki vas je, ki ste bili v moji predavalnici kdaj, problem je v tem, ne, to je Matija zdaj zelo lepo rekel. Jaz študente na začetku šolskega oziroma študijskega leta vprašam, če bi imeli možnost s pritiskom na gumb odpraviti lakoto na svetu, ne? Ali obstaja kakršenkoli moralni pridržek temu. Ne? In dajmo reči, da z nekaj norimi izjemami seveda se s tem vsi strinjajo, da to bi bilo fino in tako naprej. In potem rečeš, če lahko s pritiskom na gumb odpraviš kulturno deprivacijo, ne? Kar pomeni, da vsem omogočiš ogled vsega kontenta. Takrat se zadeve že malo začnejo spreminjati, ne? In potem seveda je zelo interesantno, ko jih mačkam več sprovociraš, so izrazito nasprotni, izrazito nenaklonjeni temu. Skratka, to ni v redu. Ne? Zakaj? Ne, zaradi tega, ker smo pač generacija, ki se je rodila 91 ali kasneje, zaradi tega, ker je zasebna lastnina sveta, zaradi tega, ker so mi vsi rekli, da ne grem na pravo zato, da bom lahko svoje pravice varoval in s tem mastno služil in tako naprej in tako naprej. 16 minut zatem postaviš zelo nedolžno vprašanje, kdo od vas v zadnjih 2 tednih ni downloadal ničesar, ker je avtorsko pravno varovano in nobena roka se ne dvigne. In potem rečeš, a to je pa normalno, ali kaj? In to je boj proti kulturni deprivaciji. Je, ampak dejansko imamo problem v tem, kar je Matija rekel, ne? Če bi pa jaz zdaj nekomu od teh mojih študentov rekel, že s tem so imeli težave, ne? Objavite svoj paper na spletni, ne ga pošiljati meni, objavite ga na spletni strani, ki sem jo za vas odprl. Ne? Tle imamo že problem. Tako da dejansko je to res, očitno je narava človeka pa ta nesrečen in risk in loss aversion tak, ki nas sili do to, da joj, to je pa vseeno malo moje. Jaz pa mislim, da ni res, to so nas spravili, to so te vsakodnevne reklame, odkar sem se rodila poslušam, da moram, to je treba nekaj ščitati, pa tam gledaš, kako kradejo, kao ne vem kaj kradejo, pač zdaj imajo pred DVD-ji te filmčke, kao piracy je isto, kada ti nekdo ukrade film, mislim, to gre za promocijo, to gre za PR, to je tak budžet za ta PR. To se dogaja stoletja, PR. Nataša, samo eno stvar ti bom rekel. Jaz učim na fakulteti, kjer ljudje zaračunavajo svojim kolegom po 150 € za zapiske.
Jaz popolnoma razumem, kam smo prišli. Ne, hočem reči, ne gre samo za to, da imamo zdaj problem s if you steal Jaz razumem, da je problem globalen. Problem je definitivno globalen. Ja, jaz bom, Upravičena predelava tvojega. Vidiš? jaz bom Jaz tole, se strinjam, seveda je problem ful širši, seveda je, ampak to vse pride iz tega istega, pač, da mi predpostavljamo iz patternov, ki jih gledam, jaz pač nimam 10 let televizije, jaz sem osvobodena teh patternov, jaz pogledam reklamo, mi je tako zelo čudno. No. To je pattern zahodne civilizacije, pazi. Definitivno se strinjam, da smo vsi v tem, tako da ne, pač bi pa rekla, da hkrati pa oni pa, ki grejo pa stran televizije, pa fotknejo, ne, oni pa postanejo avtorji, to je ta razvoj. V glasbi je toliko vedno več avtorjev, vsak dan ne vem koliko fotografij, ni resnica, da smo sam pasivni, mi smo zdaj na preobratu, ker smo vsi postajamo avtorji, ker nam tehnologija to omogoča. In tako da jaz upam, Dokler je to Instagram, sem jaz zelo proti. Ja, se strinjam, nekdo drug pa ni, ne, tako da ja, jaz predlagam, da tole počasi presekamo. Ok, Matija, da še ti na brzino. Sorry, samo da dokončam. No. Mislim, drug problem, ki ga imamo, je pa to, da tako kot je tudi Klemen, pa v bistvu mesec smo kar vsi prišli do tega, da je avtorsko pravo oziroma intelektualne lastnine že toliko usičen noter v vse, da čisto osebno sem mnenja, da avtorskega prava reformirati kot takega samostojno ne bo šlo. Da, kar je treba se zadeva na večji ravni lotiti. Naprimer, kot smo rekli na začetku, če je Klemen že povedal, je razlika med patenti pa avtorskim pravom ne mogla biti večja. Ne bomo šli zdaj v pravne teorije, ampak konceptualno zelo različna zadeva. Razen če si v softveru. Ker naenkrat so prišli do tega, da ok, v redu, ja, zadeva se je copyrightable, ampak da se pa tudi zadeva patentirati. Sicer jaz osebno spet sem stališča, da pač če že patent na softveru, bi mogel pač patentna vloga vsebovati celotno kodo, ker je to v bistvu to, kar patent ščiti, ne pa neki wishy-washy nešto opis. In drug problem je pa seveda, da je zadeva pač so, kakor smo že prišli do tega, pa smo mesec, da že na parih okroglih mizah do istega problema prišli, je seveda so problemi biznis modelov, problemi so z varstvo zasebnosti, problemi so z cenzuro, problemi so, mislim, avtorsko pravo je preželo in patenti in trademark in tako naprej, so preželi celoten gospodarski del, celotno civilno sfero, lih toliko, da nimamo še zakonov copyrightanih, ampak pustimo to. Kar pomeni, da je treba bo zadeve se lotiti širše, nažalost. Zaradi česar jaz mislim, da bo zelo težek problem narediti, ampak sem mnenja, da ga je treba. Hvala. Ok, jaz bom zdaj to počasi zaključil, zato ker itak predlagam, da smo uradni del recimo speljali do konca in da se mogoče malo neformalno tam podružimo, ker bo verjetno bolj zabavno in zanimivo za vse, da ne bomo mi zdaj sam pametni, vi morate pa tam sedeti pa poslušati. Zaključil bom pa v bistvu tako z mislijo enega avtorja, ki smo ga pol tako, bom rekel, na koncu 80-ih odpisali, pa se je pol nekako vrnil prav po zaslugi po moje tega neoliberalnega kapitalizma, ki je prevladal od 80-ih naprej, ne. Namreč to, kar danes gledamo, je pravzaprav neke vrste korporativni kapitalizem, korporacije določajo, kaj smemo, kaj ne smemo, korporacije določajo, katera znanja so nam dostopna, katera nam niso, korporacije poskušajo kontrolirati dobesedno vse, kar počnemo, če se pogovarjamo o medmrežjih in tako naprej, ne. In človek, ki ga bom zdajle citiral, je pač Karl Marx, zelo glasni, ki smo se ga pred 30 leti odrekli zato, da bi zdaj ugotovili, da je imel človek še kako prav v nekaterih stvareh, ne. In Karl Marx je kar se zgodovinskega razvoja napisal nekaj, kar bom probal zdaj zelo poenostavljeno povedati, in to je, kdaj se sistem sesuje, in to je sesuje se takrat, ko začne ovirati razvoj, ne. In kapitalizem je zdaj na točki, da pravzaprav svojim, bom rekel, tekmovalnim načinom dela, pa tekmovanje samo po sebi ni nič narobe. Problem je v tem, da je konkurenca vedno bolj izkrivljena, problem je v tem, da so korporacije dobesedno postale močnejše od države in da pravzaprav država, ki naj bi funkcionirala kot nek umestni člen med ljudmi in recimo
kapitalom, ne, pravzaprav samo še izpolnjuje diktate kapitala, če sam pogledamo zadnje 3 slovenske vlade, ne, jaz nisem videl nobene razlike razen po imenih, no. Delajo vsi isto in to je, kar jim reče nekdo od zgoraj, ne. Skratka, tukaj se z Matijo po moje zelo strinjam in to je, da to ni več samo vprašanje reforme avtorskega prava, ampak je vprašanje reforme sisteme kot celote. Ne, in tega se bojim, da na tej okrogli mizi ne bomo rešili, ne. Vas pa seveda vse vljudno vabimo, da knjigo preberete in seveda, ne, da vključite vse svoje znanje in kreativnost in seveda preko interneta in vseh ostalih socialnih sistemov, ki danes obstajajo, to svoje vedenje širite, ne, in ga seveda plasirate tudi kot svoj prispevek v skupno, kako bi šel k temu rekel, dediščino človeštva. A sem lepo povedal? Lepo bi se zahvalil mojim sogovornikom, ki so mogli prenašati moje nemogoče laične vprašanja. Še enkrat hvala Klemnu Podobniku, Matiji Šukletu, Nataši Muševič-Dot in pa Maji Jančič-Bogataj in seveda Rolandu Benjaminu Vas Ferreira. Maja Bogataj Jančič, se globoko opravičujem. In seveda še enkrat bi se zahvalil tudi coworkingu, ki nam je odstopil Poligon, zato da smo danes lahko to okroglo mizo speljali. Zdaj pa, glejte, tamle je drugač šank, hladilnik, funkcionira tako, da date pač tam je cenik prostovoljni prispevek v tisto bowlo, si vzamete pijačo in se lahko zraven pogovarjamo in še rečemo kako veselo in optimistično o tem, kako gre ta svet v maloro. Hvala vam vsem.